Četrt stoletja nazaj se vračamo, Alenka Kolman pa je z mano. Zdravo. Zdravo, lepo zdrav. Če zavrtiš čas četrt stoletja nazaj, Ja. kakšni so spomine? Dosti se sliši, precej več se sliši, kot pa imam občutek, da je res v resnici že 25 let mimo od tega, ko smo še se zabavali v diskotekah. Takrat je bilo še veliko manjših diskotek, sploh po Štajerskem in po Prekmurju, in se mi ne zdi tako daleč nazaj, kot se pa sliši. Takrat si namreč predstavila prvo pesem Ti si zvezda mojih sanj. Res je, Ti si zvezda mojih sanj je bila takrat leta 96 prva pesem, s katero sem se predstavila publiki, in sem bila zelo vesela tega, da se je nekako hitro prijela. Poslušalci so jo v zelo kratkem času vzeli za svojo, DJ-ji so jo veliko vrteli po vseh teh diskotekah, večjih in manjših, in tudi na radijskih postajah se je precej vrtela, in to je bilo eno veliko presenečenje za vse nas, za celotno ekipo, ki smo to pesem takrat naredili. Pa še kar nekaj televizijskih zabavnih šov je bilo, kjer si lahko skladbo predstavila. Ja, res je, v vseh tistih znanih takratnih oddajah, 25 let nazaj, od Super Pop do na Slovenije 1, v vseh glasbenih oddajah, na Pop TV, v vseh glasbenih oddajah. Veliko je bilo v tistih časih glasbenih oddaj, v katerih smo se lahko glasbeniki predstavili publiki, in verjamem, da so tudi gledalci doma uživali, ko so gledali šove, ki so bili res šovi. Danes je tega precej manj, žalostno. Poleg te velike uspešnice, tvoje prve skladbe, si potem nanizala še kar nekaj uspešnih skladb, potem pa kar poniknila. Ja, 4 zgoščenke sem izdala. Naslednja je bila potem večja uspešnica Piši mi, pa Vedno hočem tele zase, Kako je mogoče, pa še potem 3. in 4. zgoščenka. Potem sem se pa najprej umaknila zaradi študija, ker sem želela dokončati, diplomirati, zaključiti študij. Potem sem pa postala mama in nekako se več nisem počutila za iti med mlade, iti nastopati v diskoteke. Odločila sem se, da začnem ustvarjati za otroke, v bistvu zelo spontano. Najprej sem pela doma Majo, potem so pa začele nastajati pesmice za otroke, in ko sem enkrat začela za otroke nastopati, nisem mogla nehati, sem tu ostala na tej sceni. Torej, so bile v prvem planu samo otroške skladbe. Ja, res je. Zelo spontano, nič ni bilo planirano, ampak tako je nastalo, tako je ostalo, in v tem času sem potem izdala 8 zgoščenk za otroke. Verjetno to poslušalci, ki nimajo otrok doma ali pa vnučkov, tega ne vedo. Tisti, ki pa imajo doma najmlajše, pa vejo, se je veliko ogledov in veliko poslušanj na vseh možnih kanalih po spletu. Si sedaj rekla, da pogledaš malo nazaj na glasbeno sceno? Ja, res je, z ekipo smo se dobili najprej samo na kavici, na pogovoru, in se potem odločili, da je mogoče čas, da nekako na spomin na vse te lepe čase, na tudi uspešne čase za vse, ne samo zame, ampak nasploh za slovensko glasbo. To so bili zelo lepi časi, 25-20 let nazaj, ko se je veliko poslušalo in tudi predvajalo slovenske glasbe, in nekako spomin na tisto obdobje smo rekli, naredimo nekaj sodobnejšega, en tak remix ali pa priredbo, sodobnejše zvoke pesmi Ti si zvezda mojih sanj, ki smo jo podnaslovili z letnico 2021. Ali mogoče tej skladbi sledi še tudi kakšna nova pesem? Ja, sledi, je že na zgoščenki uspešnic. Pesem je že posneta, v prihodnjem tednu izide album vseh mojih uspešnic z naslovom Vedno hočem tele zase, in na tem albumu je 11 uspešnic. Vedno hočem tele zase, Kako je mogoče, Piši mi, Oči zelene in druge, ter tudi ta seveda, Ti si zvezda mojih sanj 2021, in pa še ena nova skladba, za katero imam pa v načrtu v prihodnjem letu, ko bo mogoče situacija, kar se tiče epidemije, boljša, ko bomo vsi bolj sproščeni, pa takrat posnet kakšen videospot. Glavno, da skladba najprej zaživi v radijskih etrih. Upam, da bom tega zelo vesela, in že vnaprej se zahvaljujem vam in pa vsem ostalim, ki bojo pesem podprli in je nekako ponesli do ušes poslušalcev. Poslušalci bojo pa sami izbrali, če jim je všeč ali ne, ampak seveda najprej morajo imeti možnost sploh slišati, in vi ste tisti prvi, ki poslušalcem date to možnost. Če bo priložnost, boš stopila tudi kaj v živo na oder? Ja, zaenkrat ne kaže najbolje za nobenega izmed nas na glasbeni sceni. Sama sem imela recimo v mesecu decembru dogovorjenih veliko nastopov po vsej Sloveniji, vsak dan, razen na Božič.
ampak žal se stvari kar zaporedoma odpovedujejo. Mislim, da je že dobra polovica vseh dogodkov odpovedanih. Občine ne bojo delale, si ne upajo organizirati glede na situacijo. Tudi podjetja se nekako umikajo in se dogovarjamo še z nekaterimi, kako in kaj mogoče samo izvedbo prilagoditi, ampak se bojim, da bo zelo malo izvedljivega. Časi niso najbolj naklonjeni niti druženju, niti prireditvam, tako da tu se nam vsem slabo piše trenutno. Sej bomo letu 2021 kmalu pomahali v slovo. Ja, to se mi zdi, da bomo temu letu pa kar vsi, ali pa skoraj da vsi, z velikim veseljem pomahali in se mislim, da kar vsi veselimo. Z eno tako upajočo, z upanjem gledamo v prihodnost in nekako upamo, da bo boljše, da bo lažje za vse nas. Pa verjeti moramo v to, potem se z nas zgodi, da bo. Bova pa midva sedaj verjela tudi v novo skladbo, ki jo bova poslala v eter. Zato, Alenka, beseda je tvoja, da nas še zadnjič popelješ v leto 2021. Aha, še zadnjič, dobro. Ja, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim nekaj novega. Z ekipo smo ustvarili, torej s prvotno ekipo, s katero smo naredili mojo prvo pesem, smo ustvarili Ti si zvezda mojih sanj 2021. Jaz upam, da jo boste vsaj delno vzeli toliko za svojo in jo radi poslušali, kot ste mojo prvo. Vsem skupaj želim, da se čim prej vrnemo v normalo, v tako, ki smo je vajeni, in da se bomo kmalu lahko družili, pa upam, da tudi videli v živo. Še vedno te iščem, dragi moj, a kaj, ko ti tega ne veš? Gledam za tabo po cesti, ne veš, kako si mi všeč. Kako naj povem ti, kar čutim do te, nikakor ne najdem besed. Le kje naj zdaj iščem te, dragi moj, za tabo zgubila sem sled. V dolgih nočeh iščem te, ale v sanjah ljubiva se. Zakaj nemirno moje je srce? Zakaj ljubiti te ne smem? Ti si zvezda mojih sanj, tole pesem le zate igram. Ti si biser na dnu morja.